Dober dan. Zdaj, če vam reče starejši pacient, starejši od mene, ne, reče, ja, vi ste moja hematološka mama. Mislim, kaj češ imeti več v življenju? To je naša dnevna bolnišnica, kjer vsakodnevno se zdravi od 40 do 50 bolnikov, predvsem hemato-onkoloških na različnih kemoterapijah. Grem takoj, sem že na 5. B. Dober dan. Okay. Ime mi je Nataša Fikfak, sem internistka in hematologinja v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca. Tukaj zaposlena že od leta 1987. To je hemato-onkološki oddelek, del internistične službe v tukajšnji bolnišnici. Poskušamo, da so v manjših sobah, ker to so vsi močno imunsko kompromitirani pacienti. Delo z ljudmi mi je bilo od vsega začetka. Odkar pomnim praktično, se mi je zdelo, da to je moje delo. Karkoli, ali bi bila frizerka, ali kozmetičarka, ali bančna uslužbenka, to sem si predstavljala takrat kot otrok, ali pa učiteljica. Zdaj smo to sprejeli na interni oddelek zaradi težav z dihanjem. Prioritete se spremenijo. A veste, jaz recimo nikoli večinoma se ne razjezim, če je zunaj slabo vreme, ker to pa res ni važno, ne. Mislim, saj sem zdrava. Tukaj so lahko od 5 minut, če so podkožne injekcije kemoterapij. Najdaljše kemoterapije so onkološke solidnih tumorjev. V 90-ih letih smo imeli na razpolago 4 zdravila tukaj. Ja, veste kaj, dala sem vam hidrokortizon. Ene tabletke nove sem vam pa dala. To, kar se zdaj na tem področju dogaja, je neizmeren uspeh v medicini. Za plazmocitom so včasih od postavitve diagnoze umrli znotraj 1 do 2 let. Je zdaj preživetje 20 let in plus in bolniki prihajajo in dobivajo terapijo in se pogovarjamo o bolezni kot o sladkorni, recimo. Živjo, gre domov danes. Greta, jaz bom zdaj tisto odpustnico zdiktirala. Adijo, nasvidenje. Ta leži gor na oddelku. Tukaj so vsi tisti, ki vejo, zakaj so tu, vejo, kakšna diagnoza, vejo, kaj se bo z njimi dogajalo, vejo, za kakšne terapije dobijo, kakšni so morebitni želeni, neželeni učinki. Včasih je prav lepo poslušati, tako kot stranski opazovalec. Nekaj rečeš, vidiš, ne, nič se ne boj, saj to bo minilo, bo že jutri boljše, ne? Ali pa tisti, ki pridejo po transplantaciji kostnega mozga, recimo, ko hodijo k nam na kontrole, povejo, ja, je bilo tako, ali pa ne se bati, recimo. Prijemal je kemoterapijo in zaključil z radikalnim obsevanjem. Tudi tam, ker je prišlo do poslabšanja ali pa do ponovitve bolezni, razmišljam, kaj bom lahko dala, kaj imam še na razpolago. Težko mi je, recimo, ko moram se odločiti, da se ne da več zdraviti. Ampak če boste govorili z mojimi kolegi, bo rekli, da tega skoraj nikoli ne naredim, čeprav vem, da je prav, da je treba se znati tudi ustaviti. Težko mi je takrat, ko pacient umre. Moram pa reči, da se pripravim tudi jaz na to. Tako kot pripravim bolnika in svojce, se tudi jaz. Ampak moram reči, da mi je še vedno težko. Veste, to je ljudi, ki jih imaš leta in leta, se navadiš, ti postanejo del tebe. So že skoraj kot družina, ne? V mojem karakterju ni, da bi popolnoma ločevala profesionalnost od mojih ne zasebnega življenja, ampak osebnega, svojega, ne? Se mi zdi, da sem gradila na tem sprejemanju življenja po drugih prioritetah. A to bojo tle delali? Ja. Kje bojo delali tam? Ekipa v dnevni bolnišnici mene razveseli, vsak dan. Veš, da če nekoga vprašaš za posvet, za nasvet, da je vedno pripravljen in ti ponudi roko. Me je naučil tako pristopa k medicini, kot tudi k ljudem.
In iz tega sem čutila, da to moram dati naprej, da imam to sposobnost in možnost, da lahko učim naprej. Zdaj sem jaz najstarejša v bolnici, vsi so šli skozi moje roke, ne? Tako da vsi marsikdo bo rekel, da sem bila zelo stroga, da ko sem jih spraševala o krvni sliki, nisem bila nikoli zadovoljna, kar so mi rekli, in niso vedeli, zakaj sem taka, ne? Ampak so se pa naučili. In tako da krvno sliko tisti, ki grejo skozi moje roke, znajo. Najprej je prvo vprašanje, zakaj lih jaz, zakaj lih zdaj, kaj sem naredil narobe v življenju, da sem zbolel za to, ne? In zato v začetku jaz ponavadi pustim, da dam tiste osnovne informacije, pa rečem malo premislite se, dobimo drugič, pridite drugič na kontrolo. In to je neka evolucija tudi, ne? To lahko traja več tednov, tudi mesecev, da pridemo do tega, da si popolnoma zaupamo. Veliko stvari sem se od pacientov naučila, tudi recimo poslušati, ne? Jaz nisem znala poslušati, jaz rada govorim. Ampak pacient ti vse pove, samo poslušati ga moraš.